Burni odzivi javnosti, potem ko so pač prišle na dan te podrobnosti, ki kažejo na zraščenost oziroma prepletenost teh odnosov med stečajnimi sodniki in upravitelji, ki so navedeni, je razumljiva. Seveda za nas to pomeni problem, ki ga prepoznavamo kot relevantnega. Posebej, ker gre za takšno razmerje, ki je tudi z sistemske oziroma z vidika sistemske korupcije oziroma tveganja relevantno. Jaz sem se glede tega že opredelil. Če ne bi držale te okoliščine, ki se zatrjujejo, je najmanj, kar je mogoče trditi, da je takšno obnašanje popolnoma neprimerno oziroma nesprejemljivo. Seveda, tukaj pa treba upoštevati tudi drugo, to je časovno dimenzijo, da gre za dogodke, o katerih se govori, ki so bili pred 4 leti. To samega problema z etičnega vidika v ničemer ne zmanjšuje. Tukaj bomo morali zavzeti čisto jasna stališča. Verjetno bo to storil Svet za sodniško etiko pri sodniškem društvu. Namreč tukaj nepropustnost oziroma toleranca mora biti pač ničnostna, kar zadeva takšna ravnanja. V poročilu seveda izpostavljam, da je potrebno upoštevati, da se pač zadeve, ki se pojavljajo v medijih in ki nekako nakazujejo najmanj prekoračitev profesionalne etike nekaterih naših sodnikov, nanašajo na obdobje nekako v letu 2008-2009 in da moramo upoštevati prvič ta časovni odmik in pa takratni zakonodajni okvir, ki se je na tem področju močno spreminjal. Predvsem se je spreminjal način imenovanja stečajnih upraviteljev ravno v tistem času. Ravno koncem leta 2008 je bila vpeljana novost pri imenovanju in je bila vpeljana tako imenovan nov način imenovanja, če bi se izrazil poenostavljeno, tako imenovani avtomatizem oziroma imenovanje preko računalnika. Jaz sem danes odredil že oziroma zahteval od personalnega sveta Višjega sodišča v Ljubljani, da izdela za kolege, te 3 kolege, pač oceno sodniške službe. In to na podlagi določbe prvega odstavka 31. člena Zakona o sodniški službi. Eden od kriterijev, ki ga mora sodnik izpolnjevati po zakonu o sodniški službi, pa je tudi ta, je presoja varovanje ugleda sodnika in sodišča, ki se ugotavlja zlasti na podlagi načina vodenja postopkov, komuniciranja s strankami in drugimi organi, varovanja neodvisnosti, nepristranskosti, zanesljivosti in pokončnosti ter obnašanja v službi in zunaj nje. Tako da, ko bo ta ocena, pri sprejemanju te ocene, bo personalni svet tudi z tega vidika moral oceniti to ravnanje. Ne gre vse soditi sodstva kot celote na podlagi dejanj nekaterih posameznikov. Ko ste že slišali, sodstvo kot celota oziroma oddelek gospodarske okrožnega sodišča v Ljubljani dela glede na rezultate dobro. Kar pa zadeva etični kodeks. Sodniki seveda so samo ljudje, ampak vendarle ne čisto navadni ljudje. Namreč za njih veljajo najstrožji etični standardi. In višji etični standardi lahko rečemo kot za navadne smrtnike. Če tako rečem, biti dober sodnik, to ni samo stvar strokovnosti, da zna uporabljati stroko, pravo, ampak je to tudi stvar značaja. Vsak sodnik mora imeti v sebi vgrajen nek notranji nadzor, notranji mehanizem, jaz temu rečem notranji kompas, in stalno se mora spraševati oziroma preverjati, ali ravna v skladu za neko etično zapovedjo.
To mora početi vsak dober sodnik. In tisti, ki tega niso sposobni, tisti bi se morali, po mojem mnenju, začeti spraševati, ali je to za njih prava služba, da upravljajo sodniško funkcijo. Obstajajo še druge službe, zanimive, tudi manj odgovorne, manj zahtevne, bolje plačane. Se pravi, sodnici Jelka Rozman in pa Dida Vovk seveda očitke nekako zavračata. V teh javno omenjenih očitkih ne vidita, da bi storili tudi karkoli narobe, niti v etičnem smislu. Obe izpostavljata svoje dolgoletne sodniške izkušnje, Rozmanova čez 30 let, Vovkova čez 20 let. Obe izpostavljata specifičnost tega dela. Rozmanova glede očitka zbiranja daril pač pravi, da je šlo za njeno 60-letnico, na katero je povabila večje število znancev iz pravniških krogov, med katerim so sodili tudi nekateri stečajni upravitelji, in da za samim zbiranjem tega darila ni imela nič in da ne ve tudi, kako so se zbirali. Je pa res, da je dobila v dar od vseh povabljencev kolo. Vovkova pa pač izrecno poudarja, da zna ločiti profesionalno delo od zasebnega, da je sicer zelo družabna, da pa v razpravni dvorani zna biti povsem profesionalna, poudarja izključno profesionalnost, poudarja pomen tega, da je potrebno pri sodniškem delu to ločiti. Skratka, te očitke zavračata, pri čemer Dida Vovk še posebej poudarja tudi neustreznost ali pa nepopolnost prejšnje zakonodajne rešitve do leta 2008, ko naj bi bilo to področje razmerja med sodnikom in stečajnim upraviteljem nekoliko nepopolno urejeno, medtem ko nov stečajni zakon to sedaj popolnejše oziroma bolj natančno ureja. Kolegica podpredsednica je poudarila pomembno vlogo medijev pri odkrivanju anomalij tudi v sodstvu. Torej notranji mehanizmi očitno niso vendar dovolj učinkoviti. Seveda pa zdaj mi izražamo pričakovanje, da se bo zadeva vendarle umirila in da se ta problem locira v tiste okvire, kamor sodi. Namreč tukaj imamo še skoraj 1000 drugih sodnikov, na katere je zaradi takega ravnanja pač padla senca in seveda to je pa ključno, torej z vidika ugleda, ki ga sodstvo mora, ali pa nekega zaupanja, ki ga mora uživati, da bi lahko sploh opravljalo svojo vlogo v družbi.